Danes se bomo pogovarjali o tem, kako se razvija govor, kakšne so značilnosti razvoja in tudi dejavniki, predvsem tisti dejavniki, ki govor spodbujajo, pa tudi dejavniki tveganja, za katere vemo, da niso najbolj spodbudni za razvoj govora. S hitrim zorenjem in razvojem možganov v prvih letih življenja se zelo hitro razvija tudi posameznikov govor. In pravzaprav lahko rečemo, da govor otroka postane podoben govoru odraslega, še preden je sposoben zavezati vezalke na čevlju. Govorimo o občutljivih obdobjih za razvoj govora in to so obdobja v starosti od 6 mesecev pa tam do 6. leta, obdobja dojenčka, malčka in zgodnjega otroštva. In občutljiva in kritična obdobja so pa zato, ker takrat govorni razvoj poteka zelo hitro. In opazimo lahko zelo velike kakovostne, pa tudi količinske spremembe v govornem razvoju. Zdaj, kar vemo je to, da govor se ne bi mogel razvijati, če otrok ne bi vstopal v govorne interakcije z drugimi. Se pravi, da se govor razvija preko govornega modela, ki ga otrok sliši v svojem okolju. In danes vam bom povedala tudi nekaj o tem, zakaj je tako zelo pomembno, da je to okolje kakovostno. To prvo okolje, v katerem otrok živi, to je družinsko okolje, pa kasneje, ko se vključi v vrtec, se pravi, kateri so tisti varovalni dejavniki za govorni razvoj otroka in preko katerih dejavnosti lahko odrasli spodbujajo zgodnji govorni razvoj. Zakaj pa je pomembno spodbujati razvoj govora? Razvoj govora je namreč zelo tesno povezan z razvojem mišljenja. V prejšnjem predavanju smo slišali, da na nek način govor lahko oblikuje tudi način mišljenja posameznika v določeni kulturi. Ko govorimo o tem zgodnjem govornem razvoju, pravzaprav težko razlikujemo med mišljenjem na eni strani in govorom na drugi strani. Povezan pa je tudi z drugimi področji razvoja, naprimer socialnim razvojem, govor omogoča posamezniku, da vstopa v različne socialne interakcije, se z drugimi sporazumeva, pogaja, argumentira svoje misli in ideje. S čustvenim razvojem, kako razlaga svoja čustva, kako jih izraža, kako jih prepoznava pri drugih. Povezuje se tudi s pripravljenostjo otroka za šolo, s kasnejšo in tudi zgodnjo pismenostjo, s šolsko in akademsko uspešnostjo tudi kasneje v življenju. Ko govorimo o razvoju govora, lahko razlikujemo med dvema stopnjama. Prva je predjezikovna in druga jezikovna stopnja. Za predjezikovno stopnjo je značilno, da se dojenček oglaša z glasovi, izraža z glasovi, ki niso besede. To je na primer jok. Raziskovalci ugotavljajo, da otrok z različnimi vzorci joka odraslim sporoča lahko različne stvari, da je lačen, da bira pozornost odraslega, da je treba zamenjati pleničko in tako naprej. Preko vokalizacije, beblanja, tako da slučajno tudi posnema neke glasove, vendar še brez razumevanja njihovega pomena, pa tudi z gestami se sporazumeva. Tam nekje okoli 1. leta starosti, v večini pa med 12. in 20. mesecem, večina malčkov spregovori prvo besedo. In to je ta glavni premik, ko začnemo govoriti v razvojni psihologiji o jezikovni stopnji. Malčice v povprečju nekoliko prej kot malčki, sicer pa raziskave niso tako zelo enoznačne v učinku spola na govorni razvoj. Avtori pravijo, da je med spoloma ali pa med spoli več podobnosti kot razlik sicer. Zdaj, te prve besede, s katerimi malčki poimenujejo različne stvari in osebe, se nanašajo ponavadi na neke osebe, predmete, ki so v malčkovem neposrednem okolju. V eni raziskavi, ki smo jo naredili na slovensko govorečih malčkih, smo ugotovili, da je prva beseda, ki jo govorijo malčki, mama. Med prvimi najbolj pogostimi pa so še druge besede za poimenovanje ljudi, na primer tudi oče, ali pa besede, ki se nanašajo na neke socialne dejavnosti in otroku v bistvu omogočajo, da se sporazumeva z drugimi v različnih kontekstih, recimo pa in pa medmeti, s katerimi oponaša recimo neke predmete iz okolja.
Ko govorimo o prvi besedi, govorimo in potem, se pravi, o osvajanju večjih besed, govorimo o razvoju besednjaka. In besednjak je v bistvu eden najbolj pomembnih vidikov govornega razvoja oziroma govorne zmožnosti. Rekla sem, da je obdobje, to zgodnje obdobje pred šolo zelo pomembno, kritično občutljivo obdobje in v tem obdobju se besednjak zelo hitro razvija. Zelo hitro z vidika količine, postaja vedno bolj obsežen, pa tudi kakovosti. Vanj so vključene vedno bolj različne besede. Za razvoj besednjaka pa v splošnem velja, da dojenčki in malčki besede prej rabijo oziroma prej razumejo, kot rabijo oziroma govorijo. Kar kažejo raziskave, pa tudi številne slovenske, ki smo jih v zadnjih letih v bistvu naredili na slovensko govorečih malčkih in otrocih, je pa, da so med malčki zelo velike individualne razlike, tako v obsegu besednjaka, kot tudi v skupinah besed, ki jih malčki razumejo in govorijo. Ko govorimo o razvoju besednjaka, lahko opazimo, da so določena razvojna obdobja, ko prihaja do takih zelo skokovitih porastov v obsegu besednjaka, govorimo o skokih v besednjaku, ko se besednjak lahko v kratkem času pomembno poveča tudi za nekaj besed dnevno. V eni slovenski študiji smo ugotovili, da nekje med 1. in 3. letom starosti se besednjak poveča za približno 34 besed na mesec. Individualni prirastki so pa zelo različni in kažejo na velike individualne razlike med malčki in se gibajo med 6 pa 51 besedami, kar res kaže na to, da so, se pravi, otroci, malčki v razvoju govora in besednjaka med sabo zelo različni. Tole je en primer, se pravi, teh individualnih razlik v hitrosti in načinu rasti obsega besednjaka slovensko govorečih malčkov. Na prvi sliki lahko vidite, kako zelo različno potekajo, se pravi, to so individualne krivulje med 16. in 31. mesecem in na vpični osi imate pa število besed, ki jih malčki že govorijo, kako hitro narašča. Na drugi sliki se vidi predvsem ta hiter porast, na prvi pa tudi te individualne razlike v krivuljah. Se pravi, nekateri začnejo bolj počasi, pa potem hitro napredujejo, nekateri zelo hitro napredujejo, pa potem počasneje in tako naprej. Zdaj, z razvojem besednjaka pa se povečuje tudi število različnih besednih vrst. Najprej je za besednjak malčkov, predvsem v slovensko govorečih, značilen velik delež samostalnikov pa medmetov, potem pa seveda narašča tudi odstotek glagolov pa pridevnikov in zaimkov, ki jih govorijo malčki. Med jeziki so sicer nekatere razlike tudi v tem, kako je besednjak sestavljen. Tako da v 5. letu starosti otroci v povprečju govorijo že več kot 5000 besed, razumejo jih pa že več kot 10 000, kar izkaže na to, da je to predšolsko obdobje tako obdobje hitrega razvoja. V besednjaku otrok se v tej starosti pojavijo nove skupine besed, na primer za poimenovanje pojmov časa, prostora, oblike, števila, pa čustev in želja in miselnih procesov, temu pravimo metabesede, pa sopomenke, protipomenke, nadpomenke, pa tudi besede za označevanje bolj abstraktnih pojmov, na primer sreča, ljubezen, svoboda, uspeh. Vse to poteka seveda tesno v povezavi tudi z razvojem mišljenja. Zdaj, zakaj pa je pomembno spodbujati zgodnji besednjak otroka? Raziskave kažejo, da obsežnejši zgodnji besednjak dobro napoveduje tudi hitrejši besednjak v kasnejših obdobjih. Zato, ker pomeni en dober temelj za učenje novih in vse bolj zapletenih besed. Pomemben je tudi za število besed, ki jih otroci zmorejo kasneje zapisati, ne samo govoriti. Ti otroci, ki imajo bolj obsežen zgodnji besednjak, bolje razumejo besedila, ki jih slišijo ali jih pa kasneje tudi sami zmorejo prebrati. In tudi uspešno napoveduje pripovedovanje, to pomembno pragmatično zmožnost in pisanje lastnih zgodb. Zdaj, razvoj besednjaka pa seveda ne poteka izolirano od razvoja slovnice jezika. Otroci namreč besed navadno v nekih kontekstih socialnih, kjer jih slišijo, ne poslušajo kot ločene enote, ampak kot dele celovitih izjav, ki jih recimo odrasli govorijo.
Tako se zgodi med 18. in 20. mesecem v povprečju ena velika razvojna sprememba v razvoju govora, ko začnejo malčki združevati dve besedi skupaj, da bi z njima izrazili nek pomen, neko idejo. Se pravi, to malčku omogoča, da z njima izrazi svoje misli ali pa opiše neko situacijo, ki se mu je zgodila, naprimer najbolj pogosto v vrtcu. In tudi razvoj slovnice poteka v tem obdobju pred šolo zelo hitro. Stavki postajajo zelo hitro vedno bolj slovnično pravilni, zapleteni, celoviti, vedno daljši in vedno bolj podobni stavkom, ki jih govorijo odrasli. Tako recimo malčki v 3. letu starosti oblikujejo že stavke sestavljene tam iz 3 do 4 besed, 5-letni otroci pa v pripovedovanju naprimer oblikujejo že stavke dolge od 5 do 9 besed. Tako recimo kažejo rezultati ene slovenske raziskave, ki smo jo delali na toliko starih otrocih. Tudi v razvoju slovnice lahko opazimo velike individualne razlike, tako v dolžini kot tudi v sami strukturi stavkov med enako starimi otroki. Otroci z naraščajočo starostjo pa tudi usvajajo pravila, različna pravila slovnična, recimo sklanjanja, spreganja in jih posplošujejo na različne besede. Pri besedah, ki jih slišijo bolj pogosto, naredijo manj napak. Ob uporabi novih besed, ki jih pa slišijo bolj redko, pa lahko opazimo, da ta pravila večkrat nepravilno posplošijo. In to nepravilno posploševanje v določenem razvojnem obdobju pravzaprav kaže na pomemben napredek v razvoju govora. Naprimer to, da otrok reče človeki namesto ljudje, kaže na to, da je že usvojil slovnično pravilo, s katerim v slovenščini oblikujemo množino, vendar pa jo je nepravilno posplošil na eno besedo, za katero to pravilo ne velja. Še eno pomembno področje, ki se razvija v tem tudi zgodnjem obdobju, pa tudi nekoliko kasneje, že potem, ko otroci vstopijo v šolo, je razvoj pragmatičnih zmožnosti. Pragmatične zmožnosti se vežejo na rabo govora v različnih socialnih situacijah in v različnih vsakodnevnih interakcijah otroka z drugimi ljudmi. Naprimer, ena od takih pomembnih je vzdrževanje teme pogovora s človekom, s katerim se otrok pogovarja, spraševanje, odgovarjanje, prilagajanje svojega govora določeni situaciji ali osebi. Tako bodo recimo otroci pri določeni starosti z dojenčkom govorili na mal drugačen način in se mu bodo v svojem govoru prilagodili, ker bodo predvidevali, da jih ne razume na tak način, kot recimo jih razume odrasli. Potem en tak pomemben vidik pragmatičnih govornih zmožnosti je pripovedovanje oziroma pripovedovanje zgodb, pa raba humorja, jezika tudi za različne namene, razumevanje govornih obratov, kar pomeni, da otrok razume, da ko jaz govorim, me nekdo drugi posluša, ko govori nekdo drugi, sem jaz tiho in ga počakam, da konča, da lahko tudi jaz nekaj povem. Potem tudi vzdrževanje, naprimer, očesnega stika med sporazumevanjem, vse to je vključeno pa še kaj drugega v pragmatične govorne zmožnosti. In tudi, sem prej rekla, tudi na tem področju lahko v tem zgodnjem obdobju opazujemo zelo hitre razvojne spremembe, tako da tam nekje do 2. leta starosti malčki usvojijo že veliko nekih pragmatičnih zmožnosti, kot je naprimer postavljanje vprašanj, tudi vključevanje različnih vsebin v pogovor z drugim. Po 2. letu recimo tudi nekatere vljudnostne izraze usvojijo, pa tudi recimo druge sporazumevalne zmožnosti, kot je recimo govorni obrat. 4-letni otroci že izjave prilagajajo znanju, pa starosti, pa socialni vlogi drugega, pa tudi temu, kako se drugi odziva na njihov govor. Popravijo govor druge osebe tudi že, kar kaže na neke meta tudi jezikovne zmožnosti in v pogovor včasih že vključujejo tudi šale in humor. In po 5. letu otroci vzdržujejo vse daljše pogovore z več govornimi obrati in tudi razširjajo vsebino pogovora z drugimi, uporabljajo tudi vse več vljudnostnih izrazov in tako naprej. Zdaj, en pomemben vidik razvoja govora in pragmatičnih zmožnosti je pripovedovanje. Pripovedujemo ljudje ves čas. Jaz vam zdaj nekaj pripovedujem, prej ste morda drug drugemu pripovedovali med odmorom neko svojo zgodbo. In prav razvoj pripovedovanja zgodbe poteka
usporedno z razvojem tudi drugih vidikov govora. Zato, ker vse bolj obsežen besednjak in vedno bolj zapletena slovnična struktura povedi otroku omogočata, da oblikuje vedno bolj dolge, vsebinsko tudi bolj zapletene zgodbe in tudi, da na ustrezen način poimenuje in opisuje osebe, ki v teh zgodbah nastopajo, različne predmete, situacije, ki jih zgodba vključuje, dogodke v zgodbi vedno bolj logično med sabo povezujejo, pa ustrezno tudi opredeljujejo čas in kraj dogajanja zgodbe. In pripovedovanje zgodbe v bistvu odseva, odraža tudi razvoj na nekaterih drugih področjih. Predvsem razumevanja misli in čustev drugih ljudi, brez tega otroci zelo težko opisujejo misli, čustva, namene, motive junakov v zgodbi. Razvoj mišljenja je zelo tesno povezan s pripovedovanjem, tudi čustveni razvoj, razvoj izvršilnih funkcij, kot na primer spomina, pa prožnosti mišljenja, načrtovanja, napovedovanja, pa tudi razumevanja časa in prostora. Vse to je potrebno, da otrok pove eno dobro, zanimivo, logično povezano zgodbo. Malčki začnejo pripovedovati zgodbe okrog 2. leta starosti in vsebina teh prvih zgodb se ponavadi nanaša na neko neposredno okolje, na izkušnje, ki jih otrok vsak dan doživlja in opisovanje tudi rutin, ki temeljijo na določenem časovnem vzorcu. Zato so rutine v življenju malčkov tudi zelo pomembne. Prvih zgodb malčki ne oblikujejo še na miselnih predstavah, zato tudi niso še dobro strukturirane in ne vključujejo nekega problema ali pa cilja ali pa neke končne rešitve. Po 3. letu starosti pa lahko opazimo zelo hitre razvojne spremembe v pripovedovanju zgodbe, tako da zgodbe 4-letnih otrok že nekako temeljijo na eni taki osnovni shemi za konvencionalno pripovedovanje, ki je nek uvod, nek vrhunec in nek razplet zgodbe. V tem pripovedovanju se tudi vse bolj pogosto odmikajo od konkretnega, od neke konkretne izkušnje in se opirajo na lastne mentalne predstave, kar pomeni, da otroci pripovedujejo tudi vedno bolj pogosto neke domišljijske zgodbe o stvarih, ki se morda nikoli ne bi mogle zgoditi. Tako da po 5. letu lahko vidimo v zgodbah otrok neko tako konvencionalno, tipično strukturo zgodbe. Zgodba je zgrajena na takem začetnem dogodku. Otroci se skozi pripovedovanje ves čas tudi zavedajo cilja, neke rdeče niti zgodbe, ki jo pripovedujejo, opisujejo motiva, čustva, misli, medosebne odnose med junaki in zgodbo v tem pripeljejo do vrhunca in logičnega zaključka. Vključujejo tudi metafore pa humor, kar je zanimivo in tudi povezano z moralnim razvojem, tudi vrednotijo vedenje junakov v zgodbi in tudi pojasniti znajo, katere so značilnosti dobre zgodbe, kar pomeni, da tudi znajo razmišljati o jeziku, o tem, kako jezik rabijo, o nekih pravilih, ki veljajo v zvezi s tem. Toliko zdaj na kratko o značilnostih razvoja, zdaj pa si bomo malo bolj podrobno pogledali, kako lahko odrasli oziroma vplivajo oziroma kateri so tisti dejavniki v otrokovem okolju, ki nudijo podporo zgodnemu razvoju govora. Zdaj, prve spodbude otrok za govorni razvoj dobi v družini. In mnoge raziskave so bile narejene, kar nekaj takih tudi slovenskih, v katerih so avtorji preučevali, kateri vidiki družinskega okolja so tisti najbolj pomembni in najbolj pomembno vplivajo na razvoj zgodnega govora. Pa sem jih tukaj nekaj naštela. En tak pomemben vidik je značilnost govora staršev, drugi recimo skupno branje staršev in otrok, pa prepričanje staršev o tem, zakaj je pomembno spodbujati govorni razvoj otrok. Simbolna igra. No, v zadnjem času pa avtorji, raziskovalci veliko preučujejo tudi vpliv izpostavljenosti, zgodnji predvsem izpostavljenosti zaslonom na govorni razvoj in tudi rezultati ene zadnje raziskave, ki smo jo delali na slovenskih malčkih, kažejo, da gre za en tak dejavnik tveganja za ta zgodnji govorni razvoj, se pravi prekomerno izpostavljeno zaslonom. Zdaj, ko govorimo o družinskem okolju,
pa praktično vse raziskave kažejo tudi to, da se višja izobrazba staršev in višji socialno-ekonomski status staršev povezujeta z bolj ugodnim, bolj kakovostnim družinskim okoljem. Pa si malo bolj podrobno poglejmo nekatere od teh dejavnikov. Če pogledamo najprej govor staršev, lahko vidimo, da se starši med sabo pomembno razlikujejo v načinu govora, ki je namenjen otrokom. In v tem kontekstu govorimo o dveh različnih načinih govora. En je razširjen, en pa omejen način govora. Kaj je značilno za vsakega od njiju? Razširjeni način govora, ki je spodbuden način govora, za ta način velja, da starši z otrokom govorijo v zapletenem, celovitem govoru, veliko razlagajo, odgovarjajo na otrokova vprašanja, pogovarjajo se o čustvih, njegovih, tudi čustvih drugih ljudi, govorijo v dolgih stavkih, imajo bolj obsežen besednjak in tudi razširjajo izjave, ki jih govori njihov otrok. Kar je pa tudi pomembno, je pa to, da v pogovoru z otrokom sledijo njegovim interesom in na ta način vzdržujejo daljši pogovor z njim. Zdaj, omejen način govora je pa tisti, ki je manj spodbuden v družinskem okolju, zanj pa velja, da se starši redkeje pogovarjajo s svojim otrokom, da je govor veliko manj raznolik, da otrokom tudi nudijo manj priložnosti za samostojno izražanje, da imajo bolj omejen besednjak, govorijo v krajših, bolj enostavnih izjavah, več je nekih direktivnih izjav, s katerimi starši usmerjajo vedenje, se pravi otroku dajo zgolj neka navodila, kaj ne naredi ali pa česa ne sme. Manj je vprašanj, s katerimi začenjajo pogovor z otrokom in tudi redkeje sledijo v pogovoru interesu otroka, ampak bolj svoje interese izražajo skozi ta govor. Zdaj, to je en pomemben vidik. In kar kažejo raziskave je to, da otroci staršev z razširjenim načinom govora, da so ti otroci izpostavljeni bolj kakovostnemu govornemu modelu, neke ustrezne in celovite rabe jezika, ki v bistvu njihov govor spodbuja v tako imenovanem območju bližnjega razvoja, kar pomeni, da deluje nekoliko nad tem, kar otroci samostojno zmorejo in jih v bistvu poriva v tem razvoju naprej, navzgor. In v bistvu ti otroci zato tudi posledično izražajo višjo govorno kompetentnost. Drug tak pomemben dejavnik v družinskem okolju pa je skupno branje. Ko govorimo o skupnem branju, lahko razlikujemo dva pomembna vidika skupnega branja. Eno je pogosto branje, drugo pa kakovostno branje. Zdaj, pomembno je, da odrasli otroku berejo redno pa pogosto, pa da začnejo brati zgodaj, že v prvem letu starosti. Hkrati pa je pomembno tudi, na kakšen način berejo otroku. In ta kakovosten, bolj spodbuden način imenujemo dialoško oziroma interaktivno branje. Ta način predstavlja v bistvu otrokovo aktivno vključenost v sam proces skupnega branja. Starši, kar kažejo raziskave, zelo pogosto v resnici vstopajo v te prve interakcije s svojimi dojenčki prav skozi otroško knjigo in to še predno izgovorijo prvo besedo. No, v eni raziskavi smo ugotovili, da slovenski starši začnejo brati otroku v povprečju pri 1 letu, pri 13 mesecih, ampak zelo različno, se pravi med 1. pa 60. mesecem starosti. Kar kažejo raziskave je to, da malčki, ki so jim starši začeli brati prej, se pravi že pred 1. letom starosti, pri 3. letu izražajo bolj obsežen besednjak, pa višjo zgodno oziroma porajajočo se pismenost, pa tudi bolje razumejo vsebino zgodbe in tudi sami pripovedujejo bolj zapletene zgodbe. Rekla sem, da mora biti skupno branje redno in pogosto. Približno 62% slovenskih staršev pravi, da svojim otrokom bere pri 4 letih več kot 4-krat tedensko, kar je kar tak spodbuden rezultat, no približno 2% pa jih sploh ne bere. Tole so pa rezultati ene tuje raziskave, ki kažejo, da otroci, ki jim družinski člani berejo vsaj 3-krat na teden, z 2-krat večjo verjetnostjo sodijo med
25% najbolj uspešnih otrok pri branju kasneje, se pravi, da ti otroci tudi sami veliko bolj uspešno berejo kasneje tudi v šoli. In druga stvar, ki sem jo omenila, je pa ta, da je morda celo bolj kot pogosto branje pomembno kakovostno branje. Se pravi, pomembna je otrokova aktivna vključenost v proces skupnega branja. To interaktivno dialoško branje pomeni, da odrasli med skupnim branjem otroku postavlja vprašanja, tudi dopušča, da ga otrok med branjem prekinja, da tudi sam postavlja vprašanja staršu oziroma odraslemu, da odrasli med skupnim branjem ves čas preverja, a je otrok razumel vsebino zgodbe ali ne in mu dodatno pojasni, če otrok ne razume nečesa, da med branjem tudi opisuje ilustracije, razlaga in vrednoti vedenje junakov, da otroka sprašuje potem, kaj misli, da se bo zgodilo v zgodbi v prihodnje, da dopušča, se pravi, da ga otrok prekinja, da odgovarja na njegova vprašanja in da spodbuja otroka k temu, da dogodke, ki jih sliši v zgodbi, povezuje tudi s svojimi izkušnjami. Tako branje v bistvu spodbuja zelo različna področja otrokovega razvoja. Ko govorimo o skupnem branju, je še posebno pomembna dekontekstualizirana raba jezika, kar pomeni, da je otrok med skupnim branjem, da se odmika od konkretne situacije, tukaj in zdaj v neke druge časovne dimenzije, v preteklost, prihodnost ali pa morda v neke svetove, čisto domišljijske, ki se nikoli niso in ne bodo zgodili. Odmik od konkretne neposredne izkušnje v bistvu spodbuja otrokovo mišljenje, pogovor o prihodnjih in preteklih dogodkih, spodbuja razvoj njegovega spomina, tudi časovnega zavedanja in tudi o osebah in situacijah, ki niso prisotne tukaj in zdaj. Raziskovalci pogosto govorijo tudi o pomenu večkratnega branja istih knjig. Tudi to ima pozitiven učinek za razvoj otrokovega govora, čeprav se nam zdi včasih odraslim popolnoma odveč, ko eno knjigo preberemo, že 100-krat otrok pa še vedno z isto knjigo prihaja do nas in si želi, da jo še 101. preberemo. Ja, zakaj pa je skupno branje tako zelo pomembno za razvoj govora? Ugotovili so, da je jezik v otroških knjigah veliko bolj bogat in raznolik kot jezik odraslih med katerokoli drugo dejavnostjo z otrokom, med katero drugo vsakodnevno situacijo. Otroci so preko skupnega branja izpostavljeni stilistični rabi jezika. Takemu načinu govora, kot so ga izpostavljeni med branjem zgodb, niso izpostavljeni v nobenem drugem kontekstu. Potem tudi novim, bolj zahtevnim besedam, celovitim stavkom in frazam in tudi strukturi, ki je značilna za pripovedovanje. Otroci, ki nikoli ne slišijo zgodbe, tudi sami niso sposobni povedati zgodbe, ker ne usvojijo te strukture, ki je značilna za pripovedovanje. Kar pa je v bistvu tako bolj zaskrbljujoče, je pa to, da gre za en tak recipročen odnos med zgodno izpostavljenostjo otroški literaturi pa govornim razvojem otroka. Namreč, skupno branje pozitivno vpliva na govorni razvoj, na otrokov govor. Kar pa vemo, je pa tudi to, da otroci, ki so bolj govorno kompetentni, večkrat prosijo starše, naj jim berejo. In gre za en tak začaran krog, recipročni odnos med temi različnimi spremenljivkami, ki se kaže v tem, da v bistvu, da se razlike med otroki v govorni kompetentnosti, tistimi, ki prihajajo iz manj ali pa bolj spodbudnega okolja, starostjo večajo, se pravi, da postajajo vse večje in do vstopa v šolo kar velike. Tudi dolgoročni učinek skupnega branja je v številnih raziskavah potrjen, recimo mladostniki in mladostnice, ki jim starši v prvem letu osnovnega šolanja pogosto berejo, so pomembno bolj uspešni pri 15 letih starosti v branju, kot se pravi vrstniki, ki jim starši niso brali v tem obdobju. In še sem...
Še zadnja izmed teh dejavnosti, ki bi jo rada danes izpostavila, je pa igra in predvsem simbolna igra in njen pomen za otrokov govorni razvoj. Ko govorimo o igri, lahko rečemo, da je to ena najbolj pogostih in najbolj pomembnih dejavnosti, v katere se vključujejo predšolski otroci. In tudi vemo, da spodbujajo zelo različna področja razvoja. Mi se bomo osredotočili na govorni razvoj, pa tudi razvoj mišljenja, gibalni, socialni, čustveni razvoj, tudi razvoj zgodne pismenosti in izvršilnih funkcij. Vsa ta področja razvoja so tesno povezana z razvojem igre. Poznamo zelo različne oblike igre, pa ne bom zdaj vseh tukaj naštela, ki so značilne tudi za različna razvojna obdobja. No, simbolna igra pa je tista igra, ki presega trenutno situacijo, prostor in čas in se od ostalih oblik igre razlikuje v tem, da vključuje elemente pretvarjanja oziroma rečemo oblikovanje simbolnih pretvorb. Se pravi, otroci v simbolni igri oblikujejo različne simbolne pretvorbe. Tako da predmete uporabljajo v različnih funkcijah. Recimo vzamejo banano in se oglasijo, kot da govorijo po telefonu. Prevzamejo vloge očeta, mame, zdravnika, frizerke, frizerja. In tudi oblikujejo namišljene situacije. Dajmo se igrati, kot da gremo zdajle na morje. Dajmo se igrati, kot da sem jaz voznik avtobusa, vi pa pridete na avtobus in tako naprej. Se pravi, govorimo o simbolnih pretvorbah. In prav te simbolne pretvorbe so skupni element simbolne igre, se pravi element, ki si ga simbolna igra deli z govorom. Govor in simbolna igra temeljita na podobnih miselnih procesih, na simbolnem mišljenju in otrokovi zmožnosti predstavljanja in pretvarjanja. Zakaj? Tako jezik na eni strani, kot tudi simbolna igra, sta v bistvu simbolna sistema. Besede in predmeti, igrače, ki jih otrok v svoji igri uporablja v simbolni funkciji. Se pravi, z besedo ponazori, predstavi svojo misel, opiše neko osebo, prav tako tudi s simbolnimi pretvorbami nekih igrač v igri predstavlja neke svoje ideje, neka svoja dejanja. In kar kažejo raziskave je to, da lahko odrasli med simbolno igro z otrokom spodbuja otrokov govorni razvoj na zelo različne načine. Predvsem pa tako, da v njej demonstrira simbolna dejanja, da otroku kaže, na kakšne različne načine lahko nek predmet, neko igračo uporabi. Da sledi otrokovim pobudam v igri in vzdržuje to igro, da traja čim dlje časa in tako postaja vedno bolj zapletena in kompleksna. Da prevzema vloge v igri in se v teh vlogah pogovarja z otrokom. Tako da opisuje čustva, misli, pripoveduje in razlaga. Tako da izbira tudi igrače, ki spodbujajo simbolno igro, ni vseeno, s kakšnimi igračami se igra odrasli z enim 13-mesečnim dojenčkom ali pa z enim otrokom, ki je star 5 let in da čim dlje, sem že prerekla, vzdržuje to igro. Kar smo ugotovili tudi v eni od slovenskih raziskav je to, da med igralnim vedenjem starša in otroka obstaja tesna povezanost. Se pravi, da to, da starš spodbuja ali pa se igra z otrokom na simbolen način, vpliva tudi na to, da se bo na tak način igral otrok. In kar smo ugotovili, je, da v bistvu ta uporaba simbolnih pretvorb starša v interaktivni igri z otrokom pomembno učinkuje na otrokovo govorno kompetentnost med 1. in 6. letom starosti. Torej, starši preko vključevanja v simbolno igro z otrokom spodbujajo govorni razvoj v družinskem okolju, kar je zelo pomembno. No, pred kratkim je pa ravno ena kolegica ugotovila, da je pa igra tudi ena dejavnost, med katero starši zelo pogosto preživijo čas na svojih mobilnih napravah, kar pa ni tako zelo spodbudno. In čisto za koncu pa še tole, kar tudi kažejo rezultati raziskav, pa tudi ene slovenske, zelo obsežne vzdolžne raziskave, ki smo jo delali nekaj let nazaj. Se pravi, en velik vpliv na govorni razvoj ima družinsko okolje, z vsemi temi značilnostmi, bolj manj kakovostno in vsemi temi dejavnostmi, v katere se starši vključujejo svojim otrokom. Otroci pa ne preživljajo časa samo v družinskem okolju, ampak v Sloveniji velik del časa svojega budnega časa, skoraj več kot v družinskem okolju, preživijo v vrtcu. Ko preučujemo učinek
vrtca na otrokov govorni razvoj lahko vidimo, da predstavlja en pomemben kompenzatorni dejavnik za zgodnji govorni razvoj otrok, kar je zelo spodbudno. Se pravi, da otroci, ki prihajajo iz manj spodbudnega, manj kakovostnega družinskega okolja, z nižjo tudi družinsko pismenostjo, kot imenujemo ta vidik, se pravi značilnosti družine, zanje je zgodna vključenost v vrtec in visoko kakovosten vrtec. Upam pa si reči, da imamo v Sloveniji na srečo, ker imamo javne vrtce, ker kakovostne vrtce. Se pravi, da lahko ta zgodna vključenost v vrtec, ki je visoke kakovosti, preko vseh teh dejavnosti, ki jih vzgojiteljice izvajajo z otroki, se pravi skupno branje, dejavnosti za spodbujanje govora, pa tudi vrstniške interakcije, ne? Se pravi, to je tudi en pomemben vidik vrtca. Otrok v družinskem okolju nikoli ni v stiku s toliko veliko drugimi otroki in vrstniki in pa simbolna igra, ki v taki vrstniški skupini poteka ponavadi na zelo visoki ravni. Vrtec zmanjšuje razlike med otroki, ki prihajajo iz bolj in manj spodbudnega družinskega okolja, kar pa je en tak tudi pozitivno sporočilo za naprej. Tako, hvala. Za to predavanje. Imamo par vprašanj in sicer, kako bi primerjali učenje jezika otrok z učenjem novega v oklepaju, jezika odraslih? Ja, zdaj, kot vem, še v prihodnje tudi sledi eno predavanje o učenju, se pravi večjezičnosti, a ne tudi učenju več jezikov in usvajanju različnih jezikov. Zdaj, jaz sem govorila, se pravi, o razvoju govora v tem prvem jeziku, se pravi jezika okolja. Vi pa me sprašujete tudi za učenje drugega jezika, ne? Verjetno. Se pravi, ne gre čisto za enake stvari. Se pravi, ko se učimo drugega jezika, so tudi nekateri te mehanizmi učenja malo drugačni, kot to velja, se pravi za usvajanje v naravnem okolju tega prvega oziroma maternega, ne pa več, zdaj tako ne rečemo, jezika, ki velja, se pravi, za en tak razvoj, o katerem sem danes govorila. V resnici je tako, ne, se pravi, rekla sem, da je to obdobje občutljivo, kritično obdobje za razvoj govora in v resnici se govor v tem obdobju tudi najhitreje razvija. Kasneje imamo večje težave, ne, z učenjem, z usvajanjem jezika, predvsem tam po puberteti, po obdobju mladostništva, v bistvu se srečujemo z veliko več težavami, da bi usvojili neki jezik, kot je to v nekem tem nezgodnem obdobju, ko otroci tudi lahko hkrati usvajajo več jezikov, se verjetno vsak od vas tudi pozna večjezične otroke, ki so v tem zgodnem obdobju brez težav usvojili ne samo pač tega prvega, tudi drugi in tretji jezik in tako naprej. Ok, super. Naslednje vprašanje. Nekje sem prebrala, da se lahko malčki, če jih učimo kretati, bistveno hitreje učinkovito sporazumevajo kot z govorom. Je to res oziroma a veste kaj o tem? Ja, to so bili poskusi, ne, oziroma morda so še ne. Se pravi, učenja, kretanja, se pravi, tega znakovnega jezika, še preden dojenčki, malčki spregovorijo prvo besedo. V resnici je to na nek način, ja, učenje sporazumevanja brez beseda, ne, pa res kažejo nekatere raziskave, da ti otroci tudi potem kasneje hitreje recimo usvajajo besednjak in tako naprej. Sej mi v resnici ne, otroke navajamo preko, prej sem rekla, da so te sporazumevalne geste tudi en način, kako v tem zgodnem obdobju, še preden otrok, dojenček spregovori prvo besedo, se z nami sporazumeva. To, da dvigne roke, pa nam pokaže, da želi, da ga vzamemo k sebi. To, da nam nekaj pokaže, pa želi, da mu damo, ali pa ne, še pomaha pa in se od nas poslovi, so v resnici neke take kretnje, ki spodbujajo sporazumevanje med nami in dojenčkom, malčkom. To pa kažejo recimo raziskave, da to, da otrok pogosto kaže in da ga spodbujamo k temu, recimo samo to kazanje, je tudi dober napovednik besednjaka. Na splošno so te zgodne kretnje dober napovednik kasnejšega govornega razvoja. In zdaj, če mi v tem zgodnem obdobju to spodbujamo,
v bistvu spodbujamo pravzaprav to simbolno mišljenje pri otroku, to, da lahko nekaj sporočim na nek simbolen način. To tudi v simbolni igri dojenčkov lahko že zgodaj tudi opazimo, neka taka preprosta simbolna dejanja. To je med sabo tako zelo povezano. Ja. Ok, hvala. Še eno vprašanje. Kako močno, oziroma ne, to smo že nekako naslovili, torej večjezičnost v okolju, kako vpliva na malčkov razvoj besednjaka? Pa če mogoče lahko dodam, ko ste omenili, koliko besed osvojijo v nekem mesecu, recimo v povprečju, a torej je to neka tako kvota, ki se zapolni, pa recimo pol besed v enem jeziku, pol besed v drugem, ali se to lahko tudi kaj drugače, če je večjezično okolje? Zdaj, starejše raziskave so nekako kazale na to, da naj bi dvojezičnost vplivala v bistvu negativno na razvoj govora, ravno zato, ker naj bi prišlo do nekega takega mešanja, se pravi jezikov, nekih neugodnih učinkov, ko otrok ne ve, potem več med sabo besede zamenjuje in tako naprej. Novejše raziskave so to popolnoma ovrgle, tako da ni tako, da bi se zapolnila ena kvota, ampak otrok se pravi lahko usvoji več besed, v resnici in izraža enako ali pa celo višjo govorno kompetentnost kot enojezični otroci. Še na enem področju ta dvojezičnost, jaz pravim, da sledi jutri eno predavanje o dvojezičnosti, moja kolegica bo predavala, ampak dvojezičnost vpliva na razvoj govora, pa tudi na razvoj nekaterih drugih sposobnosti. To, da otrok lažje razmišlja o jeziku kot sistemu sporazumevanja. Se je recimo pokazalo, da otroci, ki so dvojezični, prej razumejo, kaj to jezik sploh je, ali pa sebe opredelijo kot govorca enega jezika, kot otroci, ki govorijo samo en jezik. Se pravi, ta metajezikovna sposobnost razmišljanja o jeziku, o sebi kot govorcu jezika, o značilnosti jezika je pri otrocih, ki so dvo- ali pa večjezični, se hitreje razvije, pa so bolj kompetentni v teh sposobnostih.